Živjo, lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in ob tem navdihovati druge. In vstopamo v drugo polovico decembra, ki je pravzaprav najbolj posvečen del leta. In največ čarobnosti, največ magije nosi v sebi ta del leta in velikokrat ga preveč naven praznujemo in razsipamo svojo energijo, se obračamo v potrošniške navade, spremenimo ga v to, kaj vse je treba kupiti in kaj vse je treba dati od sebe, namesto da bi se obrnili navznoter in ugotovili, zakaj vse smo hvaležni in česa si želimo še več. Tako da poglejmo, kaj nam angeli sporočajo za teden, ki je pred nami, kakšne energije nas bodo navdihovale in podpirale. Prva karta je devetica vode. Devetica vode govori o čustvenih nivojih, o zaključevanju nečesa tudi na čustvenem nivoju. Predvsem pa nam govori, da dajmo tisto pogledati res v globino, kaj nas skrbi in na čem temeljijo te skrbi. Ali so upravičene ali niso upravičene, ali je to samo nek splošen strah, zato ker ne vidimo, kaj in kako naprej. In tisto, kar lahko ozdravi te skrbi, je, da začnemo izražati hvaležnost do tega, kar že imamo, da začnemo uživati res v življenju, da pogledamo, kaj v življenju imamo pa neskončno radi. Kaj je tista naša strast v življenju, tista naša ljubezen do življenja. In ko se bomo to nekako na to vibracijo naravnali, potem bojo ostale skrbi kar odšle in bomo postavljene čudovite nove energije, nove temelje za tisto, kar prihaja. Tako da takrat se potem začnejo želje lahko uresničevati, ker sprostimo te napetosti in skrbi okrog tega našega notranjega hotenja, hrepenenja. Naslednja karta je petica zemlje. Petica zemlje spet govori o tem strahu, ki pa je povezan s financami. Prej smo rekli, kaj so tiste skrbi, ampak tukaj angeli nekako opozarjajo na to, da dajte se prenehati obremenjevati res z vsemi temi fizičnimi, materialnimi skrbmi. Ker ta strah ustvarja točno to situacijo, v kateri ste. Če vas je strah, da nimate dovolj denarja, potem s tem strahom vi kreirate situacije kot take in to stanje, da nimate dovolj denarja. In dovolite si tudi, da sprejmete pomoč drugih. Pa ne v smislu samo posojanja ali pa tega čist finančnega vidika, ampak z nasveti, z tem, kar vam drugi lahko povejo, prisluhnite jim. Veste, mi smo zelo tako, nekdo nam da nasvet in mi takoj začnemo iskati vse možne izgovore, zakaj ta nasvet ni dober. Pa ne, pa to ne, pa ti ne poznaš moje situacije, pa ne veš, kako to je. Ravno zato ena oseba, ki ni čustveno obremenjena z vašimi težavami, lažje pogleda na situacijo od zunaj. Tako da to pomoč, ta nasvet drugih, dajte jo sprejeti, dajte si dovoliti, da pride do vas. Zato ker, veste, če boste takoj vse zanikali, pa takoj vse zavrnili, bodite pozorni na to, kje zavračate stvari. In pa še tretja karta. Devetica ognja. Devetica ognja, ki
govori o pogumu. Začnite verjeti vase. Začnite verjeti v to, kar ste v resnici, in to pomeni, da ste čudovita svetlobna oziroma angelska bitja. In kot taki imate moč kreacije, imate moč ustvarjanja. In takoj, ko sami sebe date v nič, da niste dovolj dobri, da niste dovolj sposobni, da nimate teh moči, takrat sami sebi točno to odvzamete. Ko boste začeli v sebi noter čutiti, v vsaki celici, da ste bitje svetlobe, da imate moč in da je od vas odvisno, kaj boste naredili in ustvarili, in da vam svet to samo odseva, takrat se bojo stvari dvignile na nov nivo. In sicer tale devetica ognja je energija, ki prihaja, se pravi bolj recimo temu konec tedna. In tukaj dajte pogledati, kaj vse ste že naredili. Se pravi, imamo devetico vode, petico zemlje in pa devetico ognja. Petica, ki je v sredi, tako nekako balansira čustva in pa energijo, jo prizemljuje. In tisto, kar je prizemljeno v tem smislu, so spet strahovi okrog denarja. Tako da dajte tukaj pogledati, kaj in kako, in si dovoliti sprejeti pomoč drugih in poglejte, kaj vse ste že naredili in kar ste že ustvarili, verjemite vase. Res, daj ni več čas, da sami sebe dajete v nič. Verjemite vase, verjemite v svoje sposobnosti in verjemite v svoje božansko poreklo. Tako da to bi bilo to za ta teden. S tem se za en teden od vas poslavljam. S tistimi, ki spremljate Čarobno vizionarko, se vidimo, a ne, drage moje supernove. In kar bomo počele ta teden, je, da bomo spuščale vse te stvari, ki so jih tudi angeli danes povedali. Imam pa še eno vabilce za vse vas, in sicer v četrtek ta teden, mislim, da smo 17. 12. med 5:30 in 6 vas vse vabim, da prižgete televizijo, priklopite na TV3, na klepet ob kavi, kjer bom z Jasmino Kandorfer govorila o partnerstvu in to o tistih lepih energijah partnerstva oziroma o tem, kaj v resnici pomeni duhovno partnerstvo in a nam je dosegljivo ali ne. Tako da se vidimo, lepo se imejte, uživajte in do naslednjega ponedeljka. Čau, čau.